tokrat v občinskem informatorju. Organizacije, ki ponovno delujejo, morajo opraviti izpiranje hišne vodovodne napeljave. Mariborsko zavetišče za živali ponovno sprejema obiskovalce. Protest zaposlenih doma starejših občanov Tezno. UKC Maribor obiskali delegaciji Vojaške zdravstvene enote Slovenije in Poljske. Preskusili smo kobro, stroj za drobljenje obrezanega materiala v vinogradih. Lepo pozdravljeni. Podjetja in druge organizacije, ki ponovno delujejo, morajo pred ponovno rabo vode iz vodovodnega omrežja izprati tudi interno hišno napeljavo. Zakaj je to potrebno, smo se pogovarjali z direktorjem Mariborskega vodovoda. Povedal pa nam je tudi, kako delujejo v teh tednih izrednega stanja v Mariborskem vodovodu in kako dodeljujejo dodatek za delo v izrednih razmerah njihovim delavcem. Več objektov je bilo več tednov zaprtih ali pa so to še vedno. Ko se odprejo, morajo odpreti pipe tako za vročo vodo kot za mrzlo vodo in pustiti, da voda nekaj časa teče skozi napeljavo. Gre za to, da je to preventivno delo, ki ga bojo morali zdaj v mesecu maju potem tudi vsi izvesti. Kako se bodo te ustanove odpirale, tako bomo tudi potem v bistvu pozivali vse deležnike, naj naredijo svoj del, zato da ne bi prihajalo do nepotrebnih, neskladnih vzorcev in vseh drugih težav, ki lahko nastopi z dolgo in postano vodo v internih inštalacijah. Hkrati pa je to zagotovo dobro tudi pri tistih zdravstvenih ustanovah oziroma ambulantah, ki bodo tudi čez čas odprle vrata, nenazadnje mogoče ravno pri zobozdravnikih. Torej gre za vse ustanove, ki potrebujejo vodo v svojem delovnem procesu, torej ali gre za zdravstvene, sanitarne, za šolske izobraževalne ustanove in seveda na koncu tudi za podjetja, ki bodo začela z industrijsko proizvodnjo. Torej vse posod, kjer vodo potrebujejo kot osnovni del, torej del posamega poslovnega procesa, bo nujno potrebno torej tudi rabiti in seveda koristiti vodo. V tem primeru je seveda še enkrat poziv vsem, da torej predvsem hišnikom, gospodarstvenikom, tistim, ki imajo možnost, da preden začnejo te organizacije z delom, z polnim delom, da seveda torej preverijo interno inštalacijo in da seveda naredijo izpust te postane vode. Sicer pa je vaše podjetje ves čas te krize delovalo normalno oziroma bomo rekli v izredni situaciji delovalo, pa vendar moralo delovati. Tako je. Strani vlade Republike Slovenije smo dobili poseben dopis Državnega štaba za zaščito, reševanje in 3 pristojnih ministrstev, da smo dolžni, torej zavezani izvajati neprekinjeno oskrbo s pitno vodo, torej 24 ur na dan. Torej voda je tako, kot sem omenil, ključna dobrina pri premagovanju virusa in seveda, v grobem, če bi vsi na vodovodu bili okuženi, dejansko mi moramo izvajati oskrbo s pitno vodo za 200 tisoč prebivalcev. Ta trenutek lahko rečem, da smo seveda mi že šli 5. marca torej na posebne ukrepe, torej zaposleni na vodovodu in do danes nismo imeli torej osebe, ki bi bila okužena, tako da torej mi izvajamo vso delo nemoteno, praktično večino ekipe, okrog 80% ljudi je stalno na delovnem mestu in seveda zagotavljamo brez večjih problemov torej oskrbo s pitno vodo. Kar pomeni torej, da delate po posebnem urniku, ali kako, ki je drugačen kot prej. Tako, ja, prilagodili smo torej ekipe, razdelili smo ekipe torej na manjše, na večini primerov so 1 ali 2 torej zaposlena v ekipi, tako da bi torej bilo čim manj teh torej neposrednih stikov in komunikacij, tako da v tem trenutku seveda ne popisujemo, vode v torej stanovanjih in hišah, ravno zaradi te socialne distance, tako da vse ostalo, kar pa imamo možnost, torej pa delamo in neprekinjeno izvajamo. S pitno vodo nenazadnje oskrbujete veliko občin. Je bilo kaj težav v vsem tem času, v vseh teh tednih? Torej mi oskrbujemo okrog 200 tisoč prebivalcev v 16 občinah, tako da lahko rečem, da seveda nismo imeli niti posebnih večjih prelomov in v tem času smo zagotavljali nemoteno oskrbo. Kako pa je kaj z tem dodatkom, ki ga je država odredila, da ga dobijo delavci, ki delajo v teh izrednih razmerah?
Torej, mi smo seveda čakali, torej, da je vlada sprejela prvi paket ukrepov. Torej, en izmed teh ukrepov je bil, da ti zaposleni, ki delajo na takšni dejavnosti posebnega družbenega pomena, da dobijo seveda ta dodatek. Moram povedati, da seveda torej, mi smo plačo izplačali 9. Torej, prejšnji mesec in je seveda bil ta problem, da seveda zakon je pa začel veljati 11. 2 dni kasneje. Zato smo zdaj naredili poračun in bomo tistim zaposlenim, teh upravičencev je pa na vodovodu 148, ki bodo dobili sorazmerni del, koliko časa so bili na delovnem mestu oziroma opravljali dela. Mariborski vodovod sicer ves čas krize 24 ur na dan oskrbuje več občin s pitno vodo. Ta teden je Mariborsko zavetišče za živali ponovno odprlo vrata obiskovalcem, ki lahko pridejo sprehajati pse, nenazadnje pa tudi si ogledati živali in katero od njih tudi posvojiti. Ob tem pa veljajo posebni pogoji, da ne bi prišlo do morebitnih okužb med zaposlenimi in obiskovalci. V začetku tedna je Mariborsko zavetišče za živali ponovno odprto za obiskovalce, ki bi si radi ogledali živali. Možne so tudi posvojitve in sprehajanje psov, vendar vse pod določenimi strogimi pogoji in po predhodni najavi. Seveda se zaradi poleg tega upoštevajo čisto vse direkcije, torej vsa pravila, ki so, mislim, da zdaj že bila tolikokrat povedana, da skoraj ni treba še ponovno poudarjati, da je treba imeti masko gor, da se potem seveda imamo tudi tukaj razkužila, z te barovke razkužiti, da se ne nahaja preveč ljudi naenkrat na istem mestu in to ravno zagotavljamo z tem predhodnim najavljanjem, da ni tukaj preveč ljudi naenkrat, konec koncev tudi maksimalno, da sta 2 človeka v samem zavetišču, kar se tiče kakega ogleda živali. In na ta način, rečemo, zagotavljamo vseeno neko delovanje zavetišča in pa po drugi strani se pa tudi držimo pravil. Kako so pa kaj živali bile zdaj, ko ni bilo teh stikov? Kako ste vzdrževali stanje v samem zavetišču? Rečemo tako, da je delo potekalo sicer malenkost drugače. Vsekakor je bilo za živali poskrbljeno. Ne glede na to, kakšne so okoliščine živali, mi je težko dopovedati, kaj koronavirus, kaj sobota, nedelja, praznik, za njih poskrbimo čisto vsak dan v letu. Z edino razliko zdaj je, da smo mogoče pa vseeno pse na sprehod vozili zaposleni. Drugače pa je več ali manj zadeva funkcionirala isto kot pa prej. Edino mogoče malenkost okrnjeni kadrovski zasedbi. Zdaj imate tudi nekoliko manj muck, pričakujete pa hkrati, da bo ta spomladanski baby boom, da bodo prišle, oziroma ne same prišle, ampak da bojo jih prinesli ljudje, ki bodo mlade mucke našli. Definitivno, mislim, to je tradicija, lahko še skoraj da rečem. Vsako leto nekje v tem obdobju, kot je zdaj, je enostavno čas kotitev mačjih mladičev in seveda nekaj je že prišlo, ni še tistega pravega navala, kot ponavadi je, ampak je konec koncev samo vprašanje časa, kdaj pa to bo. Tako da zdaj na srečo je še kar lepo obvladljivo število živali, ampak to se kar kmalu fejst spremenilo, to sem pa prepričan. To se dejansko na nek način vsako leto pozna, v različnih letnih časih je skoraj predvidljivo število, oziroma kdaj pride jih malo več, kdaj je tisti čas, ko mogoče le vseeno pridejo ljudje tudi po živali, da bi jih posvojili. Tako rečemo, kar se tiče samega sprejema živali, je definitivno, recimo, tako kot smo rekli, zdaj v tem obdobju pride ta krivulja malenkost naraste, oziroma kar konkretno naraste, kar se tiče mačjih mladičev, ker je vedno tako, recimo približno nekje v začetku leta je ponavadi najnižje število živali v zavetišču. Potem, ko pride mačji mladiči, to strmo naraste in to konstantno prihaja, ker ni več to tako, kot je bilo včasih, mogoče, ko je bilo nekaj spomladi, pa potem še jeseni. Danes mislim, da se mačke sploh, da se gonijo preko celega leta in tele mladiči, ko enkrat začnejo prihajati, to je skoraj do jesenskega časa, non-stop prihaja od tistih malih sesnih mladičev do tudi malenkost večjih in to je vse možno. Od tega, da najdemo škatle pred vrati, da so živali odvržene v kakih škatlah, v kesone za smeti. Mogoče včasih niti nočete vedeti, kaj so vse ljudje zmožni narediti z živalmi, kam jih vse odvračajo sredi gozda v škatle. Mislim, to je absurd včasih dobesedno.
In pa ja, je pa potem recimo, kar se pa tiče mogoče tudi število psov, naraste pa v poletnem času, takrat, ko je čas dopustov. Ampak to mogoče marsikdo misli zmotno, še tisto, da ljudje grejo na dopust pa svojo žival odvržejo. Ni čisto temu tako, ampak ponovadi dajo recimo svojega psa paziti nekomu, ali je to recimo kakšna babica, neki sorodnik, sosed, in dejansko od tam iz nekega neznanega okolja potem pes pobegne. Ampak to so lahko rečem, da v veliki večini so živali mikročipirane, tako da potem, ko pride do nas, je najmanjši problem zvedeti, kdo je lastnik, se jih kontaktira in je to samo vprašanje časa, kdaj pride po žival in je zadeva rešena. No. Tako da konstantna komplikacija pa so mačke. To pa rečemo ena stvarca, ki bi se dala za preprosto sterilizacijo in kastracijo rešiti, ampak to je še treba ljudem fejst v glavo vtepst, potem pa bo enkrat enega lepega dne mogoče pa res manj tega. No. Vsekakor pa še vedno velja tudi slogan ne kupuj, ampak posvajaj. Živali iz zavetišča vam bodo zato hvaležne. Danes so pred domom starejših občanov Tezno zaposleni izvedli protest, s katerim so, ko so poudarili v najavi protesta, izrazili nestrinjanje z obravnavo njihovih stanovalcev ter, kot so dejali, z enostranskimi in nekonsistentnimi ukrepi dveh ministrstev na področju stanovalcev domov za ostarele v času epidemije s COVID-19. Javno so seznanili z zahtevami skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Poglejmo. Miren protest zaposlenih pred domom starejših občanov Tezno je po besedah direktorice tega doma apel za odločevalce, ki se odločajo o starostnikih po domovih in o samem delovanju domov za starostnike med epidemijo bolezni COVID-19. Ta protest morajo slišati in videti najvišji odločevalci, se pravi vlada in ministrstva pristojna, kar je ta protest pomeni, da nikakor zaposleni v domovih ne moremo razumeti in ne verjamemo, da so ukrepi pred zaščito v času epidemije stanovalcev domov ustrezni. Ne gre za, še vedno menimo, da je edini možni način, da se stanovalci v primeru okužbe zdravi in bolni najboljše zaščitijo, če se premestijo bolni v neko drugo okolje. Potrebno je poudariti, da domovi za starostnike nismo zdravstveni zavodi, nismo registrirani kot taki. In če lahko zdravstveni delavci rečejo, mi ne upamo tega delati, mi ne zmoremo tega delati, lahko se okužimo, nimamo dovolj sredstev, nimamo dovolj kadra, potem je seveda veliko vprašanje, kako lahko to storimo mi, ki smo socialno-varstveni zavodi, ki skrbimo za naše stanovalce po svojih najboljših močeh, ne moremo pa vzpostaviti pogojev izolacije in dejanske zaščite stanovalcev v primeru okužbe in potem se zgodi lahko samo to, da se to ne širi, torej ta okužba in je to neobvladljivo. Rešitev sem prej omenila. Okuženi stanovalci se nujno morajo osamiti in namestiti v nekem varnem okolju, kjer je možno zdravljenje, pravilno in oskrba. Na ta način se zaščitijo tudi zdravi stanovalci. Nevzdržno je tudi to, da smo mi, ki sodimo pod Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, postali podaljšana roka Ministrstva za zdravje, bom rekla, da prejemamo dnevno navodila in to je tudi minister Gantar lepo povedal. Domovi niso sami, prejemajo navodila, res je, prejeli smo jih vsaj en snop, 40 navodil, ki so seveda tudi kontradiktorna marsikdaj in strokovno neizvedljiva. In smo ostali sami, v vsakem primeru smo ostali sami, ker zame, oprostite, to za nas neka pomoč samo z navodili je pač bistveno premalo. Kolegi, v katerih se je COVID žal razširil, povedo, ki so res bili in bijejo bitke sami, pretežno sami, da niti opreme niso imeli pravilne, ker če bi oprema bila zaščite, torej in bi zaščita bila, potem tudi ne bi prišlo do take razširitve okužbe. In nevzdržno je, da še vedno po 2 mesecih, skoraj da 2 mesecih
zavodi, domovi za ostarele, nismo noben sogovornik tistih, ki odločajo. To je nevzdržno. Nam ne samo, da nam dajo navodila, zdaj se že z odredbami in z čisto restriktivno in deklarativno izražajo stvari, ki bi jih morali mi izvajati, pa zato nimamo resursov. Na koncu nam je poudarila še to, da so skupaj s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije ne strinjajo stigmo, ki je doletela domove za starostnike. Namreč domovi so kaj kmalu po prvih primerih okužb z novim koronavirusom od uradnih govorcev vlade in ministrstev dobili naziv žarišča bolezni. Tega in druge pomensko podobne izraze pa so povzeli tudi drugi. Vladni govorci, strokovnjaki in tudi mediji ste osvojili to besedne zveze žarišča, inkubatorji, valilnice, celo sem nekje prebrala, starostniki ne smejo preplaviti bolnišnic. Dejansko se že srečujemo z eno stigmatizacijo, z enim neprimernim odnosom družbe do starostnikov in to je nevzdržno, zato ni čudno, da so nekateri domovi že obdani z železnimi, ne bom rekla, ograjami. To je nevzdržno in ljudje enostavno, kot da naši starostniki niso tisti, ki bi imeli pravico tudi če pride do tega, do slovesa od življenja, ampak do dostojnega in brez bolečin in težav in muk. In kot je dejala med svojim govorom na protestu, v tem domu ne bodo nikogar odpisali, če še pride do okužbe, kljub temu, da zdaj delajo vse, kar zmorejo, da do okužbe sploh ne bi prišlo. Včeraj pa je UKC Maribor obiskala delegacija vojaške zdravstvene enote poljske vojske v spremstvu vojaške zdravstvene enote slovenske vojske. Sprejela sta jih direktor in strokovni direktor UKC Maribor. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis in strokovni direktor istega centra Matjaž Vogrin sta včeraj sprejela delegacije vojaške zdravstvene enote poljske in slovenske vojske. Predstavila sta jim delovanje klinik in oddelkov UKC Maribor v času epidemije, strateško pripravljenost bolnišnice v primerih različnih scenarijev, potek del in prestrukturiranje prostorov, kadra in medicinske opreme. Skupaj so si ogledali tudi urgentni center in oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ter šotore in novo postavljanje prostore sivega območja, kjer so spregovorili tudi zdravstvenim osebjem o načinu dela, osebni varovalni opremi in drugem. Vse več dela pa je v sadovnjakih in vinogradih. In če ste se kdaj spraševali, kaj narediti z obrezanim materialom, ki v zgodnji spomladi ostane tam, se ponujajo rešitve kar same. Bili smo na preskusu sekalnega stroja, ki iz obrezanih vej naredi sekance, ki se jih lahko uporabi za kompostiranje, proizvodnjo paletov in ali pa za direktno gnojenje. Več pa v nadaljevanju. Zgodnja in pozna pomlad zahtevata veliko dela v vinogradih, sadovnjakih in oljčnih nasadih. Kar nekaj od tega se lahko opravi strojno, tako je tudi zbiranjem in drobljenjem obrezanega materiala. Odšli smo na preskus sekalnega stroja, ki se ga prav zato lahko uporablja, pripeljali pa so ga kar z vinogradniškim traktorjem. Vinogradniški traktor John Deere, kot vidite, model GF90, gre za traktor za specialne namene, za vinogradništvo in sadjarstvo. Kar pa danes imamo tukaj poudarek, je pa predvsem naš sekalni stroj. V bistvu gre za sekalni stroj za izdelavo lesnih sekancev iz biomase, za biomaso, iz rožja, tako zvanega odpada, ki nastaja pri obrezovanju vinske trte. Danes smo tukaj videli, da je te mase kar precej nastaja ob sami predelavi tega, tako da izračuni kažejo, da bi to lahko bila zelo pomembna tržna niša za vsakega vinogradnika. Vsekakor to ni namenjeno za vsakega manjšega vinogradnika posebej, vidimo pa predvsem v neki regiji mogoče nekoga, ki bi se začel z tem ukvarjati in potem to uslugo tudi prodajal. Tudi stroka je zadovoljna s predstavitvijo stroja in izkupičkom.
Na Kmetijskem zavodu Maribor že stroka vrsto let razmišlja o tem, kako bi lahko na kmetijah, vinogradniških kmetijah, nekje omogočili eno dodano ali pa novo vrednost. In uporaba rožja, to je zelo zanimiva stvar, ki v svetu, bom rekel, aktivno teče že vsaj 20 let. Izkušnje iz Nemčije in iz Italije kažejo, in tudi hvala Bogu, da smo danes prišli ti stroji med nas vsem, kažejo, da je lahko z temi stroji dosežemo izredno veliko energetsko učinkovitost in eno dopolnilno in pa novo vrednost na kmetiji, predvsem na vinogradniški kmetiji. Drobljen material iz sekancev v vinogradu se lahko uporabi za kompostiranje, za proizvodnjo peletov, lahko pa tudi za ogrevanje v ustreznih pečeh. Odvisno je od njihove sestave. Zdaj pogledamo te lesne sekance, kaj pa je tole pravzaprav. Za ene je to gnojilo, za druge pa bi lahko bilo tudi kurivo. Lahko je to vse istočasno, ampak zato rabiš strokovno izhodišče. Takrat, ko imaš analizo tal, takrat, ko imaš zelo bojni gorico, takrat, ko imaš veliko rožja, ja, in takrat, ko je ugotovljeno, da imaš v tleh več kot 2% humusa v lahkih tleh in več kot 2,5% humusa v srednje težkih tleh in več kot 3 do 3,2% humusa v težkih tleh, takrat je zelo pametno, da, bom rekel, rožje spraviš v kurivo. Kajti zelo lep je trajni humus, ki pa lahko v vse vinogradništvo na dolgo rok v velikih količinah vpliva dostikrat negativno, kot si ljudje mislijo. Prebujni vinogradi, preveč občutljivost in na koncu koncev je tudi preveč gnilobe. Torej, v vinogradi si želimo imeti eno optimalno količino humusa in ko pa gre više, pa lahko že razmišljamo o tako zvani dodani vrednosti v lesnih sekancih. V primeru ogrevanja dajejo primerjave z drugimi kurilnimi sredstvi dobre izkoristke. Poglejte, en hektar vinograda ima od 2500 pa do 4000 kg rožja in 1 kg rožja po teoriji ali pa ugotovljene bi za 1 liter kurilnega olja bi bila enakovredno 2,6 kg rožja. In če pogledamo na enem hektarju, je proti vrednost kurilnega olja v rožju od 600 minimalno pa tam do 1200-1300 litrov. To pomeni, da bi lahko ena, bom rekel, vinogradniška kmetija ali pa, bom rekel, čisto preprosta 4-članska družina za svojo hišo in če imela 2 in 3 hektarje vinograda in bi to spravila v takšne lesne sekance in to seveda tudi primerno, bom rekel, potem kurila in bi imela celotno energetsko stvar rešeno. Z napravo in njenimi učinki so zadovoljni tudi vinogradi, ki so kobro preizkusili. Mi smo se za poskus tega stroja odločili zaradi tega, ker eni strokovnjaki pravijo, da bi naj rožje, ki ostane v vinogradu, povzročevalo kakšne glivične obolenja v vinogradu, potem pa bi bila tudi to še kakšna dodana vrednost, naprimer na kmetiji prodaja sekancov ali pa dodelava sekancov ali briket ali pa mogoče kaj druga. Zdaj, ta mašin je fajn, da imaš tudi vinograd prilagojen za strojno obdelavo, potem pa recimo tisti, ki imajo preveč gnojila pa preveč snovi not, bi fajn bilo, da bi tudi s tem preprečevali bojno rast, na neki način. Stroj je sicer kompakten in primeren za uporabo na gričevnatih območjih, vlečna palica pa omogoča lažje obračanje na koncu vrste. Uporablja pa se ga lahko zaradi manjše teže tudi z manjšim traktorjem. Toliko za danes. Želim vam lep konec tedna, ki bo tokrat zaradi praznika podaljšan. Kljub temu, da je podaljšan vikend, ne pozabite, še vedno veljajo preventivni ukrepi, da bi nas čim več ostalo zdravi. Srečno!